Za osvetljevanje jutrišnje stavke šolnikov je z nami Boris Radosavljević, predsednik območnega odbora SVIZ Podravje. Lepo pozdravljeni. Kako potekajo priprave na jutrišnjo stavko, gospod Radosavljević? Priprave so v zaključni fazi. Z Maribora odhaja jutri na protestni shod v Ljubljano dobrih 1800 naših članov, 37 avtobusov in to je to. Koliko ljudi se vse skupaj pričakuje? V Ljubljani med 15 in 20 tisoč. Ampak šefov ni doma, ne, če rečeva tako. Minister za javno upravo ne, ker je v Dubaju, naše šolske ministrice pa na olimpijadi, res je. Sindikati javnega sektorja pod vodstvom Počivalška so vam očitali, da pri pogajanjih z vlado solirate. Kako bi komentirali te očitke? Rekel bi takole, mi se trudimo dogovoriti z vlado oziroma opozarjati na svoje probleme že dlje časa. Tudi stavki smo se želeli izogniti. 5. oktobra smo imeli razširjeno sejo predsedstva glavnega odbora, na njo smo povabili tudi ministrico, ki je bila tam prisotna in izjavila, da je v duhu seveda z nami. Od takrat se, kar se vladne stvari, ni zgodilo nič. Napovedali smo stavko, stavko smo naredili prvi, postavili smo datum, ki je bil skoraj 3 mesece zatem, da bi dali možnost pogajanja. Teh pogajanj ni bilo. Vmes je potem skočila še Počivalškova skupina in stavko napovedala predtem, čeprav je napovedala za nami. To bi jaz odgovoril na vaše vprašanje. Tako, jutri bo šole prost dan, otroci, učenki in učenci ne bodo imeli pouka, to se bo seveda poznalo tudi pri šolskih aktivnostih. Kdaj in kako bodo učenci potem to nadoknadili? Načeloma bi bili učenci v tem primeru žrtve. Niso odgovorni za to, morali bi pa to nadomeščati, tako da obstaja malo možnosti, da bi to nadomeščali. Bo pa treba postoriti vse, kar moramo sicer postoriti v času, ki nam je na razpolago do konca šolskega leta. To je verjetnejša varianta. Kako bo sicer jutri po šolah? Bo vseeno za varstvo poskrbljeno ali šole nasploh ne bodo delovale? Tu je bilo nekaj razhajanj, se mi zdi. To je razlika med osnovnimi in srednjimi šolami. Srednje šole so zaprte in tu ni nobenih problemov. Kar se osnovnih šol tiče, so seveda tudi zaprte. Je pa problem vsaj za nekatere starše otrok z prve triade, za večjih žal ne, ker so imeli starši možnost, da so na prejšnjem dogovoru z vodstvom šole dogovorili, da bo pač njihov otrok imel ta dan vsaj varstvo. Še to posluha vlade glede vaših zahtev do zdaj ni bilo. Če ga tudi zdaj ne bo, kako se bo zadeva zaostrovala? Stavka nadaljuje oziroma zaostruje. To je zaenkrat še naša, bomo rekli, pogajalska skrivnost. Dobro. Hvala lepa, da ste bili naš gost v oddaji RTS 24. Hvala tudi vam za povabilo.